Bolj zanimive so Epsteinove korespondence. Opolsko dopisovanje o dekletih je z mesta svetovalca predsednika vlade odneslo Slovaka Miroslava Lajčaka, včasih slovaškega zunanjega ministra in predsednika generalne skupščine OZN. A za nas je bolj zanimivo njuno dopisovanje o Luki Koper. Epstein je prek Slovaka skušal z Luko povezati svoje arabske prijatelje. Ne pozabi mi poslati kontakta za moje potovanje v Slovenijo. Je Epstein v marca 2018 napisal prvi mož pristaniške multinacionalke DP World, Sultan Ahmed bin Sulajem. Kot so poročale Primorske novice, se je nato sultan sestal na kosilu z infrastrukturnim ministrom Petrom Gašperšičem in takratnim šefom Luke Dimitrijem Zaletelom. Zanimive so tudi Epsteinove nepremičninske težnje. Pokojni predator se je resno potegoval za nakup Titove vile na Manhattnu, a se nato za nakup ni odločil. Kasneje je bila prodana za 50 milijonov dolarjev, iz česar je Slovenija kot naslednica dobila dobrih 7 milijonov. Kot izhaja iz dokumentov, pa se je Epstein zanimal tudi za nakup Devinskega gradu tik ob slovenski meji, a se za približno 20 milijonsko naložbo pred 15 leti, ki mu je obljubljala tudi zasebnost, naposled ni odločil.